Gospa Renata je mati samohranilka 3 otrok. Njena najmlajša hči, tretješolka, je letos ostala brez subvencioniranega kosila, ker so za las zgrešili cenzus. Malce so mi odobrili, kosila so mi odbili. Šla sem vprašati, zakaj. Pravijo, da pač, ker ta mala ima otroške, da presegamo za 3 evre. Ker je takšnih otrok, ki ostajajo lačni tudi v šolah, vse več, bodo tudi letos nadaljevali z zbiranjem denarja za socialno šibke. Lanskoletna akcija je nahranila veliko lačnih ust. Omogočili smo malice in kosila 532 otrokom iz 79 šol. Kar polovica od teh šol pa nas je opozorila, da potrebe še obstajajo. Zato smo se odločili, da s to akcijo nadaljujemo. Želijo namreč zbrati denar že za tiste otroke, ki so ostali brez kosila. Kot nam pove mati Renata, je pomoč šole prek takih akcij zanje velikokrat odrešitev. Ta obrok je zlato dobrodošel, zato ker kolikokrat pač nimam niti za jogurte, da bi je kupila. Kos kruha si ga ne moremo včasih privoščiti, ne. To se je večkrat zgodilo, da nismo imeli kaj za jesti, ne. Ena od šol, ki se je zaradi lačnih ust znova prijavila na humanitarno akcijo Siti besed, je tudi ljubljanska osnovna šola Prežihovega Voranca. Včasih se zgodijo posebne okoliščine, recimo razveza staršev, nenadna izguba službe, to lahko med letom pride in s takimi akcijami se lahko reši tudi takšnega otroka. Hvala, ker koliko mi gre šole na roke in gospa Anita, da mi ne morem verjeti, no, pač hvala Bogu, da so. Lačnim otrokom v slovenskih šolah lahko prek akcije Siti besed pomagate tudi vi, tako da denar nakažete na izpisan račun Zveze prijateljev mladine Slovenije.